Bil sem v pionirski delovni brigadi dr. France Prešeren, ki je bila iz cele Gorenjske. To je bilo leta 1981, po končani osnovni šoli. In udeležil sem se v bistvu dveh akcij. Ena je bila lokalnega značaja, smo delali en vodovod na lomu pod Storžičem. Glavna je bila pa poleti, avgusta, to je bila pa mladinska delovna akcija Kozjansko 81, kjer smo gradili, mislim, da vodovod, pa pač podobno infrastrukturne stvari v krajih okoli planine pri Sevnici, se pravi po Kozjanskem, okoli Kozjega tudi in tam okoli. Urnik v brigadi je bil kar natančno določen, tako da je bilo vstajanje zjutraj, mislim, da 15 do 6, potem je bila jutranja fizkultura, umivanje, zajtrk, oblačenje in ob 7 odhod na traso z avtobusom. So nas peljali na traso, ki je bila določena za tisti dan. Tam smo potem delali kot pionirčki sam do 12, so nas spet naložili v avtobus, peljali nazaj v naselje brigadirsko, kjer smo imeli kosilo, potem smo imeli pa razne aktivnosti. Se pravi, popoldanske, najprej bil po kosilu malo počitka, pa so bile razne, ne vem, urejanje stenčasa. To je bil en tak obvezen del vsake brigade, stenski časopis, kjer smo pisali stvari, ki so se nam dogajale, risali, opremljali, tudi fotografije so bile gor, ker smo imeli lastno temnico tam in smo razvijali sami fotke. Razne, ne vem, športne aktivnosti so bile tudi. Jaz sem se recimo kitaro naučil igrati v brigadi, prej sem že malo začel igrati, takrat sem še bolj razvil to spretnost, se pravi kulturne dejavnosti sem že omenil. Celo dramsko sekcijo smo imeli, ki so pripravljali neke pač predstave. Zvečer je bilo pa različno. Ali smo imeli kakšno predavanje, različne teme so bile, ali smo šli, ne vem, na kakšen dogodek, čeprav to je bilo bolj čez vikende, ker smo nas peljali kam na kakšen koncert, oziroma tudi pri nas so bili koncerti. Vem, da smo imeli enkrat je Andrej Šifrer prišel nastopati, take stvari. Potem pa, ja, obvezno večerno spuščanje zastave ob himni in ko so se, mislim, da ob 10 zaslišali takti brigadirske himne Hej, haj, brigade, pač smo počasi šli v flikce in spat. Glede na to, da smo bili cel dan zelo aktivni, nihče ni imel težav z nespečnostjo. To je bil en tak, kakor se ga jaz spomnim, splošen delovni dan v brigadi. Uniforma je bila brigadirka, to je običajno smo uporabljali samo zgornji del. To je bila z enega takega lahkega platna, ker to je bilo poleti. Podoben, kot je recimo taborniški kroj, rečemo, s tem, da je bilo breze polet, bolj izgledali kot ena, ne vem, delavska obleka, zgornji del, recimo ta, ki je uporabljal za delo. Večinoma je bila pošita, porisana, razne našitke smo dajali gor, ali smo si sami s tušem risali gor, da se je to fajn poznali. Pa v bistvu vse so bile v osnovi opremljene z znakom akcije, na kateri si bil, in znakom brigade, v kateri si bil. To so bile običajno priponke, značke ali pa tudi našitki, ki smo si jih v bistvu sami našili. Tako da dobil si material, naredi si sam. To je bila, rečemo, uniforma. Sicer smo bili pa oblečeni zelo različno, pač delu primerno. Orodje smo pa dobili prvi dan načeloma kar novo orodje. Se pravi, vedno je bilo novo orodje, tako da si ga po roki oblikoval, oziroma v večini primerov se je roka oblikovala po orodju, tako da tam 3., 4. dan, ko si bil v brigadi, so običajno žuli popustili, pa je bilo 2 malo teže odhajati na delo, 2 dni, 2 do 3, pa se je pa to zacelilo, utrdilo in po enem tednu tudi hrbet nehal boleti. Tako da recimo od enega meseca, kakor smo bili v brigadi, je bil en teden malo bolj naporen, 3 tedne smo pa v resnici uživali. V tej pionirski brigadi nas je bilo vseh skupaj 40, mislim, da nas je bilo Ločanov vsaj 1/4, če ne več. Nekateri so bili že takrat Ločani, nekateri so pa kasneje postali. Ampak vsaj 10 nas je bilo tako, če se z glave spomnim. Recimo.
Mislim pa, da je to organizirala Zveza socialistične mladine. Ne. Zdaj ZSMJ, ZSMS, lokalne organizacije, na tem nivoju se je to dogajalo. Vodja brigade, to je bil pa organ, ni bil en človek, ampak jih je bilo več. Komandant brigade je bil Jani Šuštar, ki je v Škofji Loki, ga tudi ljudje poznajo, ki je imel pač eno funkcijo še kasneje. On je bil komandant brigade, generalni komandant. Pač vse, kar se je dogajalo, šlo prek njega. Potem smo imeli posebej komandanta za traso, Traskota. Se ne spomnim imena, Zupan neki, ne vem. Potem je bil ekonom, se pravi človek, ki je skrbel za logistiko. Trasko recimo skrbel, kaj se bo delalo, kdaj se bo delalo, kdo bo delal, kako se bo delalo. Logistik oziroma ekonom je skrbel za to, da je bilo za kosilo poskrbljeno, za pijačo vmes itd. Prevoze organiziral take stvari. Kulturnika smo imeli, to je bila, mislim, je bila Špela Bernik, ali je bila Nada Jamnikova, ali sta bile obe skupaj. Nado Jamnik tudi poznate, ne? Za radio, če ne zdrge. Tako da je bil en tak, rečemo temu, kolektivni organ, tako kot je pač v socializmu običajno bilo, ne? Da ni bilo ene glave, pa jih je bilo zmeraj več. Na vsaki mladinski akciji, ki je bila, mislim, da na vsaki, zdaj vsaj po mojem vedenju, je bilo vedno vsaj iz drugih krajev z iste republike ali pa različno. Ne? Pri nas konkretno so bili Mariborčani, hkrati z nami v naši izmeni, potem je bila brigada iz Kraljeva, pa brigada z Kosova, zdaj ne vem točno z katerega kraja. Tako da smo bili v bistvu 4 brigade hkrati v brigadirskem naselju. Mi smo bili ta mali, ne, pionirčki, one 3 so bile pa mladinske delovne brigade. Se tudi dalj časa delale, bolj naporna dela pa tako naprej. Tako da ja, je bilo fajn. Je bilo druženje z različnimi koncev kulturami, če tako rečemo, ne, z ljudmi z različnih ne vem, družbenih slojev ali, kako bi rekel, različnih nacionalnosti. Fajn je bilo koncev. Pač malo spoznal, naučili smo se albanskih kletic, take stvari recimo. Kar je bilo za nas zanimivo, ne, pač. Ker si star 15 let, te itak vse zanima. Ne. Vsaj takrat nas je.